prav en prijazen pozdrav želim vsem skupaj v tole prebujajoče se jutro novega vrtčevskega in šolskega tedna. Dovolite mi, da z vami podelim nekaj vtisov, nekaj zaznav, nekaj občutkov in pa tudi nekaj dejstev povezanih s prvima dvema tednoma izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa v naši državi. V sobivanju z virusom so nam vrtci in šole lahko za velik zgled. Po prvih 2 tednih so nam tako šolajoči, vrtčevski otroci, predvsem pa tudi zaposleni, pokazali, kako se odgovorno, umirjeno in razumno izobražuje in vzgaja v teh zahtevnih časih. Številčni podatki nam kažejo, da je danes v vrtcih in v šolah po Sloveniji okuženih 0,03% vseh vključenih. Posledično temu pa je 0,3% tistih, ki so v karanteni. Prve skupine se v tem tednu že aktivno vračajo tudi nazaj v vrtce in pa šole. Spodbudno je tudi, da o okužbi ne poroča nobena šola s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Odzivi, izkušnje, ocene vključenih, ki jih dobivam neposredno iz prve roke, sporočajo, da je proces v tem obdobju zahteven, da je težko, vendar pa, da se z medsebojnim sodelovanjem, razumevanjem in pomočjo skupaj zmore poiskati rešitve in zagotavljati strokoven ter varen vzgojno-izobraževalni proces. Tudi na ministrstvu skrbno spremljamo vsakodnevno, kaj se dogaja v vrtcih in v šolah. Se odzivamo, smo tule in pomagamo takrat, ko je potrebno. V vrtcih in v šolah se varno in odgovorno izvaja vzgojno-izobraževalni proces. To je prvo, glavno in zadnje dejstvo. Hvala vam. Hvala, ker nas kot celotno družbo s svojim odnosom učite, kako živeti z virusom. Po prvih 2 tednih ste 3 Z-jem, znanju, zdravju in zaupanju, z vašim odnosom dodali še 4. 4. Z se imenuje zrelost. Hvala, srečno, zdravo in vse dobro tudi v novem vrtčevskem in šolskem tednu vam želim.